ta zakon se mi zdi tak, kot da bi z svilenimi in čipkastimi rokavicami pomivali blato. Sliši se to zelo lepo, ampak na koncu so rokavice popolnoma umazane. Blato pa ostaja. Moje ime je Vida Drame Orožim, sem specialistka nevrologije in psihiatrije, upokojena. Vloga zdravnika pri tem zakonu je očitno prisiljena, ker po mojem mnenju zdravnik v sami osnovni Hipokratovi zaprisegi je zaprisežen življenju, pomagati ljudem, da čim lažje preživijo svoje stiske, bolezni in tako dalje, ne pa, da se celo ljudi na to nagovarja. Sem nevrologinja Maja Klarindič in kar se tiče tega zakona, bi rada poudarila, da zakon kot tak nikoli ne ostane samo črka na papirju, ampak začne živeti v nekem prostoru in času. Mi imamo trenutno zdravstveni sistem, kjer so čakalne dobe za specialiste nedopustno dolge, kjer nimamo urejene prave paliativne oskrbe, nimamo sprejetega zakona o tej dejavnosti, poleg tega pa tudi nimamo finančno vzdržne možnosti dolgotrajne oskrbe, ki jo naši bolniki potrebujejo. Prva stvar, ki jo mora komisija, ki jo lahko sestavljajo samo člani, ki nimajo ugovora vesti, mora bolnika v bistvu preveriti, da so res izčrpane vse možnosti zdravljenja in paliativne oskrbe. In jaz se sprašujem, ali imamo res tako dober sistem, da si to lahko prvoščimo. V teh dneh se pogovarjam z veliko kolegi in vsi smo istega mnenja. Mi smo ljudje, ki smo se učili, pridobivali izkušnje, se še učimo za pomagati in zdraviti ljudem. Nihče od kolegov ne bo, noče, ne more sprejeti tega, da bi kar naenkrat postali nekdo, ki bi ljudem predpisal ali celo apliciral nekaj, kar bi človeka usmrtilo. Moje ime je Mirjana Rajer, sem zdravnica specialistka onkologije z radioterapijo in internistične onkologije. 25 let delam z bolniki z rakom, najprej na Onkološkem inštitutu, sedaj pa na kliničnem oddelku za hematologijo. Iz mojih lastnih izkušenj 25-letnega dela in verjemite, da sem videla čisto vse, mislim, da ta zakon v taki obliki ni primeren. Verjetno se bomo vsi postavili proti temu ali pa pač nekateri bojo ugovor vesti verjetno uveljavljali, nekateri bojo mogoče pa tudi zaprli svojo ambulanto. Ker mi smo se izobraževali za pomagati ljudem in pa lajšati trpljenje. Sem profesor Danica Rutar Pavlič in delujem na katedri za družinsko medicino in pa tudi imam vsak dan ambulanto tukaj na Brezovici pri Ljubljani. Zgodilo se nam je že, da je prišla ena starejša gospa in je rekla, napišite mi tisti obrazec. Je rekla, veste, enkrat sem bila na nujni pomoči na urgenci, tisti plenici, da je ležala kar do jutra in potem je bila vsa premočena, mokra, sicer zelo urejena gospa in je rekla, no, takole pa izgleda umiranje in takole pa jaz ne bom preživljala svojih dni na koncu. Sem prvič res v globino začela razmišljati, kako bo lahko slabo organiziran zdravstveni sistem pa pahnil ljudi v taka odločanja. Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja prinaša v slovensko družbo veliko spremembo, ki se je bistveno premalo zavedamo. Sem Bojana Bejović, zdravnica, profesorica in predsednica Zdravniške zbornice. Zakon prinaša tudi veliko spremembo v delo in razumevanje zdravniškega dela. V resnici sploh ne gre za strokovno odločitev, ampak za dolžnost zdravnika, da tako dejanje stori. To dolžnost mu nalaga komisija. Zdravnik je samo uradnik, izvajalec tega, kar mu naroči komisija, ne glede na to, ali se s tem mnenjem strokovno strinja.